Dobrodošli, dobro jutro. Živijo, živijo. Kje smo vas ujeli? V sončnem Olimpusu, v Turčiji, južni Turčiji, na sredozemski obali, v takem eksotičnem kraju, v njih takih malo čtekanih hiškah na drevesu, kjer rad preživljam svoj prosti čas. In sonce, koliko sonca tam. Malo smo vam fovš, Oskar, to bom jaz kar povedal direkt. Vsi bi bili zdaj tamle v Olimpusu, vsi. Ja, danes pričakujejo nekje okoli 30 stopinj, vroče je, morje je tam že nekje 22-23 in po tem intervjuju bom naredil en skok v hladno, sicer še, ampak čudovito morje. Kako pa je trenutno z ukrepi v Turčiji? Ali so potovanje tja normalno omogočene? Kaj vse potrebujemo, da gremo lahko v Turčijo? Ja, iz prve roke vam lahko povem, da je potovanje odlično izpadlo. Zdaj sem bil, prav včeraj sem končal 10-dnevno potovanje po vzhodni Turčiji. To je bila čudovita, nora pustolovščina, taka lepa, doživeto potovanje. Čeprav so tukaj zdaj ukrepi, do 17. maja imajo relativno zaprto, ampak za tujce je vse odprto, torej turisti lahko potujejo normalno in sploh nismo imeli nobenih težav. Skratka, kljub temu, da je večina stvari zaprtih, je vse lepo teklo in tudi včeraj, ko smo se testirali za PCR, smo bili vsi lepo negativni, tako da pot domov za moje potnike, ki so šli domov, je bila brezskrbna. Odlično, to je super slišati. Pa mogoče malce več o potovanju, ne? Koliko vas je bilo, kaj vse ste si ogledali, kakšne so bila doživetja? Ja, bilo nas je majhna skupina 10 potnikov, potovali smo skupaj z mojim prijateljem, ki je sicer Kurd iz vzhodne Turčije. Izjemna potovalni teren, namreč vzhodna Turčija je taka še vedno prvinska, drugačna. Potovali smo ob gruzijski meji, ob armenski meji, potovali smo ob iranski meji, potem smo šli dol na iraško mejo in na koncu ob sirsko mejo med Evfrat in Tigris v zgornjo Mezopotamijo. Čudovita narava, enkratna, tudi praktično za vse čutene in hkrati tudi, lahko rečem, kot bi listali zgodovino območja v vratih narodov. Torej, vzhodna Turčija je vsekakor en svetovni potovalni teren za vsakogar. Ja, in tudi ena odlična možnost, da se lahko vsakdo preskusi en korak več. Torej, je še vedno dovolj turistična, ampak vse skupaj je tako drugače, da lahko najlepše vstopite v to značilno drugačnost. Vzhodna Turčija sploh ne ste rekli, da je tako nedotaknjena, da je še vedno pristna. Turčija se vseeno, se mi zdi, Slovenci, da rečemo, imamo še vedno kar malce negativen odnos, malce se bojimo, pa to ni upravičeno, a ne, da ne? To že dolgo ne. Mogoče je bila naša zgodovina taka, da so nekoč Turki plenili po Sloveniji in je od takrat ostal nek zgodovinski praspomin. Vendar je Turčija danes moderna država, varna, mogoče še celo bolj kot pri nas doma. Mogoče se je malo slabega, kakšen negativen priokus, ker je pač večinsko muslimanska dežela, ampak takoj, ko vstopimo vanjo, vidimo to prijaznost, sproščenost in niti enkrat, jaz vodim že 25 let intenzivno to deželo, nismo imeli občutka nevarnosti ali pa da bi se karkoli slabega zgodilo. Tako da vsi dvomi, vsi skrbi so odveč in kot ste prej rekli, je najbrž Turčija res taka izvrstna vstopna točka za nekoga, ki morda še nima toliko izkušenj z neturističnimi potovanji, pa da je neka taka mešanica hkrati turističnega, hkrati pa, kot ste rekli prej, drugačnega. Komu bi priporočili eno takšno potovanje po vzhodni Turčiji? Jaz bi priporočil vsakemu, ampak recimo, če je nekdo že malo zasičen s tem klasičnim turizmom ali pa z Evropo, ki je precej, sicer je izjemna, vsako potovanje, vsaka dežela ima nekaj svojega, ampak če bi želel en skok v neko drugačnost, potem je to gotovo Turčija. Ker po eni strani je civilizacijsko moderna, je približno taka kot pri nas, sekularna država, mesta, način življenja in tako dalje precej podoben, pa hkrati popolnoma drugačen, ker je drugačna tradicija, Turki izhajajo iz sosednje Azije, so mešanca Arabcev, Irancev, vse skupaj in hkrati seveda kot muslimanska dežela imajo svojo tradicijo in prav ta drugačnost lahko preseže. In Turčija je idealna prav za vsakega, lahko rečemo, ki si želi nekaj več.
Ja, omenili ste, že nasploh se pogovarjamo o agenciji Oskar kot drugačni agenciji, o agenciji, kjer lahko se tudi ti notranje sebe raziščeš, spoznaš skozi potovanja. Kaj recimo pa je še tiste stvari, ki res krasijo, na kakšen način konkretno se pravi, lotevate še te nekako spiritualne poti na vaših potovanjih? Ja, vse skupaj je zelo konkretno, nobenih takole je. Namreč zelo pomemben je odnos do dežele. Ko človek potuje po tej drugačnosti, se sooča z njo, hkrati se sooča zraven tudi s svojimi mogoče predsodki ali pa omejitvami ali pa prepričanji. In tako sproti potovalno, ko zelo pri nas pazimo na to, da imamo čim bolj pristen stik s pristno Turčijo, ne samo s turističnimi kraji, z ljudmi, ki so tam, v komunikacijo z prebivalci, hodimo po vaseh, po krajih in se srečujemo pravzaprav s to drugačnostjo. In potem skozi vse to zgodbo, vključno z zgodovino, vključno z sedanjostjo, vključno z vsemi čari, dobra hrana, dobra pijača in pa vse skupaj drugače, se človek sooča sam s sabo, s to drugačnostjo in postaja širši in globlji, tudi z verami, z zgodbami. Tako da marsikatero spoznanje se mogoče sprovede. Tudi veliko, recimo v naših krajih v Evropi, je veliko v medijih okoli te Turčije, pa okoli vzhoda, pa okoli muslimanov, pa okoli drugačnosti. In pa človek dobi lahko občutek, da je neke nevarnosti, potem ko pa pride, to prebije in ko s tem prebije, potem, ko je neko lastno spoznanje doživi, je to verjetno največje doživetje samega sebe. To ste dobro povedali, pa v bistvu, da gremo zdaj malce od abstraktnega k konkretnemu. Omenili ste tudi dobro hrano, turška kulinarika. Kaj vas pri turški kulinariki najbolj pritegne? Česa največ pojeste tamle v Turčiji? Ja, turška kulinarika je med 5 najbogatejšimi na svetu, ne. Tukaj vsi poznamo razne kebabe, ki jih je množica, to so slasti, čez 200 jih je, ne. Potem imamo razne mešanice, predvsem zelenjave, ogromno zelenjave, jajčevcev na 100 načinov, potem čorbice, tisti, ki imate rade juho, in pa seveda slaščice. Baklave so take, kadajfi, množica stvari, da pravzaprav v enih 10-15 dneh komaj lahko probaš en delček tistega, ne. In hrana in pijača sta pravzaprav tudi eni tak argumenta, da ljudje zelo radi prihajajo v Turčijo. Ja, v to ne dvomim in kot ste rekli, nekaj se najde tako za velike ljubitelje mesa, kot za velike ljubitelje zelenjave, tako da res turška kulinarika že nasploh slovi po svoji bogatosti in raznolikosti. Ko ste pa omenili muslimanski narod, tudi tukaj imamo precej predsodkov, sam lahko povem pa, da ko sem potoval po muslimanskih deželah, da takšne gostoljubnosti v krščanskem svetu, da je težko najdeš, kaj ne? Kaj pa vaše izkušnje glede tega? Ja. Gostoljubnost, prijaznost, odprtost, potem želja pomagati, želja pripraviti popotniku, ki potuje po deželi, čim bolj olajšati ali pa to je neverjetno v Turčiji, ne. Potem so res slovijo pa ena mehkoba, recimo, ki je prav značilna prav za Turčijo. Tako da, ko začneš komunicirati z domačini, preprosto ugotoviš, da je še veliko prostora tudi v vsakem med nami. Tudi jaz sem veliko napredoval, pravzaprav, ko sem gledal te preproste ljudi, kako so odprti, kako so komunikativni, kako so brezrezervni v odnosu do tujca, ki potuje po njihovi deželi. Oskar, povejte, zakaj ste pa zdaj ravno v Olimpusu? Kaj počnete tam? Ja, v Olimpus sem prišel po tem vzhodnoturškem potovanju malo na počitnice, pa hkrati pripraviti počitnice, posebne, pripravljamo prvič praktično po dolgem času posebne zelene počitnice v Turčiji in Olimpusu. To sta dva kraja, nekoliko 90 kilometrov zahodno od Antalije, v nacionalnem parku Olimpus, kjer turizem ni masovno razvit, ampak obstaja, tako rečemo temu, zeleni, modri, aktivni turizem oziroma aktivne počitnice. No, ko ste ravno pri tej izbiri destinacije, kako pa se v turistični agenciji Oskar sploh odločite, kdaj in kam se boste kam odpravili? Kako poteka sama sestava programa?
Ja, mi nekako veljamo za tako bolj aktivno, dinamično agencijo. Nismo poznani po nekih počitnicah, da greš tja v en hotel, si tam en teden ali pa dva, ali all inclusive in tako dalje. Ampak iščemo ene kraje, kjer se človek lahko dobro, sproščeno, mogoče bolj svobodno počuti, da je veliko narave, recimo tukaj, kot je tle Olimpos in Čirali, potem da je dosti pristno, slišite peteline tle v okolici, ne? In da imate recimo možnost za sprehode, za gibanje, za potapljanje in pa seveda dobro morje. In take dinamične, aktivne počitnice, ko najdemo tak prostor, kot je zdajle, pripravljamo potem, da sicer se lahko tudi samo počivaš, ampak predvsem je važno, da imaš lahko, da ustvarjaš eno zgodbo tudi na počitnicah. In vi v bistvu pri vas na agenciji Oskar veljate skoraj za neke specialiste za Turčijo, ne? Veliko Turčije ponujate. Kaj vse lahko v bistvu popotniki doživijo, če grejo z vami v Turčijo? Katere vse programe imate in kam vse jih peljete? Ja, mi smo dejansko, imamo Turčijo à la carte, s Turčijo sem začel, 25 let mojega življenja je povezano z raznimi programi. V osnovi seveda imamo najprej eno klasično potovanje po zahodni Turčiji za vsakega, ki je bolj klasično, to je zahodna Turčija, tiste klasične zgodbe, Istanbul, Antika na Egeju, pa potem Pamukkale in pravlična Kapadokija, to je en tak krog, 8-9 dni za začet, odlična zgodba. Ampak imamo tudi 12-dnevno Turčijo po istem terenu, sam da gre še malo drugače, to je pa doživeto potovanje, kjer pa je večji stik z deželo, večji stik z naravo. In je gotovo, lahko rečemo, čeprav samo 4 dni daljše, še enkrat močnejše za doživetje posameznika. To sta dve zahodni. Potem ta vzhodna, o kateri sem govoril, ki je itak nekaj posebnega in nekaj neprimerljivega, ker je že vstop v drugačnost. To se velikokrat naši potniki odločajo, ko grejo najprej po zahodni in zdaj, ko prej pristanejo tudi na vzhodni. Tukaj smo res specialisti. In zdaj na novo bomo peljali še Olimpos, to pa so počitnice, se pravi na enem mestu za letos in tudi jaz bom letos z veseljem tukaj ostal celo poletje in vodil te zgodbe in bomo iz tega čudovitega kraja delali izlete levo-desno, lepo sproščeno, počitniško, tako da je možno potem, se pravi, in hkrati biti na počitnicah in hkrati narediti nekaj zase skozi, lahko rečemo, dinamično potovanje z malo bolj sproščenim vzdušjem. Potem se res za vsakega nekaj najde, a? Ja, Kakšne bi pa vi rekli drugače, da je največja razlika, omenjate zahodna Turčija, vzhodna Turčija, kakšne so razlike med vzhodno in zahodno Turčijo? To je odlično vprašanje. Vzhodna Turčija je preprosto nepredstavljiva. Vstopiš noter in tudi, ko sem se pogovarjal z našimi sopotniki na začetku, privleklo jih je, niti niso vedeli točno kaj. Pri zahodni Turčiji točno veš, imamo Antiko, ta je nekje predstavljiva, imamo Istanbul, tudi nekje predstavljiv, imamo Pamukkale in Kapadokija, zelo sta predstavljivi, zelo sta spromovirani in to so te glavne značilnosti in potem tukaj seveda mi lahko kot v agenciji ustvarimo množico takih nepredstavljivih zadev, ki so presenečenja, ampak vzhodna Turčija je pa kompletno nepredstavljiva. Že to je recimo v vzhodni Turčiji zanimivo, da ko nekdo reče, gremo v vzhodno Turčijo, ne ve točno, zakaj bo šel. In že to sam sebe nekako preseneti. Tam ni glavnih svetovnih znamenitosti, čeprav so tudi UNESCO, ampak doživljanje v vzhodni Turčiji je veliko bolj zvezno. Vsak trenutek, vsaka pokrajina, vsak pogled, to so fantastične zadeve. In v vzhodni Turčiji lahko najdete praktično feeling iz Galapagosa, lahko najdete feeling iz velikonočnih otokov, lahko najdete feelinge iz Tibeta, lahko najdete feelinge iz Kapadokije, skratka iz Škotske recimo. To so in pa te osrednje azijske valeče se stepe, polpuščave, ki grejo tja proti Kitajski. Skratka, je nekaj za nekoga, ki bi probal nekaj več, lepo navaren, prijeten način in seveda pa prebivalci in tako dalje je en skok naprej. Medtem ko zahodna Turčija seveda je nekoliko blažja oblika, ima več ima tega, kar smo vajeni, torej morje, Antika, potem tiste znane aktivnosti, tudi folka je veliko več, turistov je ogromno, ne? In je zato mogoče za prvi skok v Turčijo zahodna Turčija ali pa mogoče celo počitnice letos v Olimposu ali pa v Čiraliju, potem pa enkrat kot nadgradnja pa vzhod. Vzhodna Turčija, ki se jo ne da toliko opisati, kolikor se jo da predvsem doživeti, ne?
To je glavno. Eno je doživetje, oboje se da doživeti, ampak vzhodno se doživlja močneje, ne? Prav zaradi te značilne drugačnosti. Kako pa recimo, to me vedno zanima, kako pa pridete v stik, se pravi, z domačini, ste že prej morda dogovorjeni, zdaj pa gremo v to vas, bomo spali tukaj, ali preprosto pridejo kakšne zgodbe povsem spontano? Ja, namestitve in to, kar je vključeno v program, nekje moramo imeti vnaprej pripravljeno, ne? To so le ljudje, če vstopamo v njihove hiše, če kdaj prespimo pri njih in imamo večerjo, ki jo gospodinja skuha in tako dalje, to je. Vendar pa jaz prisegam na naše odlične sodelavce, se pravi naše lokalne vodnike, ki so tudi izbrani, že dolgo leta z njimi delujemo in kjer znamo vzpostavljati prav te spontane zgodbe. Pridemo nekam, vidimo, se ustvari neka spontana zgodba. In to je tisto, kar je največje na potovanju in to je tisto, kar recimo masovni turizem ful pogreša, da prideš nekam, wow, se zgodi en presek, popijemo en čajček, potem gospa prinese mogoče še nekaj, kar je za kosilo naredila, podeli z nami, ali pa nekaj, kar bi nam ponudila. In potem pridejo še otroci in potem pride, še čreda, ki se vrača recimo po sončnem mraku, kosi novc s pastirjem, torej sinom ali pa očetom. In se to zgodi in takrat recimo, to so taka doživetja, ki so preprosto neponovljiva in potnikom presežejo vse še tako pomembne in veličastne spomenike preteklosti. Ja. Spomeniki so dobra zadeva, ampak ne morejo se pa primerjati s takim pristnim, spontanim doživljanjem. Ja, recimo jaz tudi vedno iz potovanj se najbolj zapomnim potem teh ljudi, pa spontanih doživetij, ki jih ne moreš planirati za naprej. To je tista stvar, ki na koncu, ko pozabiš že te, lahko rečemo, turistične znamenitosti, ko že to nekako odide iz spomina, ljudje ponavadi še ostanejo. Ne? In to potem se pripoveduje otrokom pa vnukom, ne? To je ta glavna zgodba. Recimo tukaj lahko narediš več fotk, kot pa na vseh ogledih skupaj v enem tednu, samo da je take situacije. Očke otrok, kako žarijo recimo tam na vzhodu ali kjerkoli, potem domačini, njihove obrazi, vse to nam ostane v enem takem, ja, res. To je tisto, ta tukaj in zdaj, domačini, narava in pa mi in naša zgodba. Mogoče čisto za zaključek še, ker zdaj bomo počasi šli v oglase, kam greste z vašo agencijo v Turčijo naslednjič, ne? Da vejo gledalke in gledalci, kam lahko potujejo z vami in kdaj? Ja, konec maja bi znala biti ena vzhodna Turčija, zdaj se pojavlja ena skupinica, tudi taka manjša. To bo res tisti, ki bojo šli, to je najlepši potovalni čas za vzhodno Turčijo in pa tudi zdaj je vzhodna Turčija relativno prazna, tako da mi smo zdaj v 10 dneh samo eno skupino srečali, mislim, da so bili Ukrajinci, samo na Göbekli Tepeju. To potem recimo tudi tlele v maju, mislim, da je odhod 21. maj, imamo eno tako lep pohodniški ali pa aktivni Olimpos prav tukaj. Eno od nekaj od tega bom jaz, nekaj bojo naši vodniki vodili. Potem pa seveda poleti, jaz upam, da bom preživel tlele v Olimposu to poletje, vodil skupine, ful me zanima, kako vzpostaviti te podrobnosti, da bi tudi počitnice lahko izgledale čim bolj doživete. Ja, in potem pa se bomo prepustili še neko, kar pravite v Turčiji, inšalah, to pomeni, kako bo višja sila želela. Če bo Bog dal neko. Če bo Bog dal, malo sreče, pač, ja. Ko bude. Oskar, spontanosti, ne? Tako je, dobro ste to povedali. Najlepša hvala, Oskar, za tale pogovor, da ste nam približali Turčijo. Seveda vse gledalke in gledalce vabim, da si preverijo vse vaše termine, ne? Verjamem, da bo zanimivo in doživeto. Želimo vam uspešno preživeti tale čas dopusta in dela, pa saj to je verjetno pri vas vedno malce pomešano, ne? Vse je pomešano, tle ni, ne. Mogoče bi sam še to rekel, če si na spletni strani agencije Oskar sem objavil ogromno lepih fotografij z vzhodne Turčije, tudi zahoda lahko najdete, drugače pa se vam zahvaljujem za čudovit lep pogovor, sproščen in ja, če boste kdaj kje v okolici ali pa razmišljali o Turčiji, ja, veste, kam se oglasite, velja. Najlepša hvala. Hvala vam in uživajte. Lep dan še naprej. Enako.